Dobro jutro vsem skupaj. Danes smo na tretji nepremičninski kavici. Jaz sem malo nahodna, da sem v bistvu na bolniški trenutno, ampak upam, da boste me dobro slišali in dobro razumeli. Danes je sreda, čista počitniška sreda, teda me res zanima, ali ste trenutno na počitnicah, kje ste na počitnicah in seveda, če ste na današnji dan mogoče kar doma. Teda v današnji nepremičninski kavici pa bomo govorili o eni zanimivi temi in sicer koraki pri najemu same nepremičnine. Teda jaz mislim, da bo to kar ena zanimiva tematika. Upam, da jo bom v redu izpeljala z mojim glasom, tako da evo se že nabiramo, super, Blanka pozdravljena, me veseli. No, v glavnem, moja kavica je tukaj, imam pa še tukaj en backup, nujno potreben in sicer čaj. Tako da si lahko malo glasilke. Sem res razmišljala včeraj, ali naj posnamem to nepremičninsko kavico, glede na to, da sem zdaj že 3 dni doma v postelji, ker sem glas imela res čist fuč. Pa sem se vseeno odločila, daj Mojca, ti to zmoreš, spelji to nepremičninsko kavico. Tako da, danes zelo zanimiva tema, koraki pri najemu nepremičnine. Še prej pa obljubljeno, vsi tisti, ki ste sodelovali na prejšnji nepremičninski kavici in ste nepremičninsko kavico tudi komentirali, torej pustili nek komentar, sem obljubila, da bom žrebala za našo super cool vidno maskico in sicer imam tukaj zbrane vse listke, pa bom jaz zdaj kar na začetku najboljše izžrebala tistega, ki bo to maskico tudi dobil. Glejmo. To pa je Andrej Brdnik Stupan. Čestitke, Andrej, dobiš našo Galea maskico. Pošlji nam zasebno sporočilo tvoj naslov, pa ti bomo maskico poslali domov. Torej, srečni nagrajenec naše Galea maskice je Andrej Brdnik Stupan. Tudi za to nepremičninsko kavico velja, da vsi tisti, ki boste spodaj pustili komentar, bom naslednjič spet izžrebala srečnega dobitnika, lahko pa seveda tudi dvakrat sodelujete in mogoče še print screen naredite te nepremičninske kavice, pustite na vašem storju, lahko označite mene, Galejo, kakorkoli, vse bom upoštevala. Tako da, zdaj pa še enkrat vidim, da smo se že malo nabrali. Torej, kje ste trenutno na počitnicah, ste v kakšnih termah ali kjerkoli, doma, v službi, dajte pustiti spodaj komentar, pa napišite mi, ali ste z mano skupaj v živo, ali pa mogoče to gledate v posnetku. Pa gremo zdaj kar na temo in sicer koraki pri najemu nepremičnine. Sam najemniški trg, jaz vem, da je enako kot pri prodaji trenutno kaos. Dobiti dobro nepremičnino za neko realno najemnino je že, bom rekla, potrebno imeti kar nekaj sreče ali kaj podobnega. Zaradi tega, ker tiste nepremičnine, ki so dobre, v trenutku so oddane, ko ponavadi pokličemo na oglas, ko iščemo za katero stranko nepremičnino, seveda je že vse oddano. Torej, realne cene, dobre nepremičnine, enostavno to so take zadeve, ki v trenutku grejo. Vem pa, da so trenutno tudi cene nepremičnin šle v nebo. Zdaj, če bi se mogoče lahko pogovarjali o oderuških najemninah, oderuška najemnina bi naj bila v bistvu, bi naj presegala vsaj za enkrat neko povprečno tržno najemnino, bi že mogoče pri nekaterih nepremičninah lahko govorili
o oderuški najemnini. Teda res me zanima vaš komentar okrog teh samih cen najemov in podobno, ker vem, da so trenutno mladi pari, ki enostavno ne pridejo do nekega doma po realni ceni. Zakaj ne kupijo nepremičnine? Saj vemo, banke trenutno imajo zelo nekako nizke obrestne mere, ampak potrebujemo 12 plačilnih list na banki in podobno. Tako da se srečujejo mladi pri nas, bom rekla, da tudi dobimo kar dosti nekih podjetnikov in seveda delavcev iz tujine, ki potrebujejo nujno nepremičnino, pa seveda so še tukaj študenti. Tako da to je mogoče čisto na kratko. Jaz imam tukaj svoje zapiske, da ne bom kaj pozabila seveda. In sicer kot prvi korak, jaz vedno priporočam iskanje nepremičnine. Najprej opredelimo, kaj točno mi potrebujemo. V večini primerov lahko že iz oglasa selekcionirate, kaj je prava nepremičnina, da ne hodite nepotrebno na oglede. Ker saj sami veste, vaš čas je tudi vaš denar. Preverite, torej, ko pokličete na sam oglas, če mogoče se vam zdi že po oglasu, da bi to lahko bila prava nepremičnina, pokličite, še enkrat preverite, kako je z parkiriščem recimo tukaj, kako je z dvigalom, lahko imate hišnega ljubljenčka. Ker tukaj imajo tudi dostikrat zahteve lastniki, ne smemo imeti mačk, ne smemo imeti psov in tako dalje, in tako dalje. Ne smete biti kadilec in tako dalje. Tudi če ste kadilec, preverite, ima nepremičnina balkon ali pa mogoče na hodniku nek skupen balkon. Preverite, če potrebujete dvigalo. Da se ne dogajajo te zadeve, ko je nekdo v nepremičnini 3, 4, 5 mesecev pa kliče, joj, to meni ne ustreza. Tukaj samo so potem dodatni stroški in seveda spet iskanje nepremičnine ponovno. Najti pravo nepremičnino ob pravem trenutku je umetnost. Tako da dajte si že kot prvo točko specificirati, naredite si en seznam, torej kakšno nepremičnino si vi želite. Kje more ta nepremičnina biti locirana? Torej, če študirate na EPF-u, mora biti zraven EPF-a, drugače boste mogli še iti na avtobus in tako naprej. Torej, to je prva točka. Druga točka, pravna varnost. Malo čaja spila. Kar se tiče pravne varnosti, tukaj ljudje še vedno pozabljajo, da mora biti najemna pogodba napisana in podpisana, torej najemna pogodba mora biti v pisni obliki. Še vedno se ljudje zmenijo vse, ker tako po domače bi lahko rekli. In seveda, ko pride do kakšnega izziva, beseda na besedo ne velja, potem tukaj velja stanovanjski zakon. Teda pazite, da je pogodba dobro napisana in seveda v pogodbi mora biti definiran, kdo je lastnik, kakšna je nepremičnina, koliko je znesek same najemnine, kakšne stroške ste vi obvezani plačevati kot sam najemnik. Torej, če se slučajno dogovorite še za kakšne dodatne stroške, ki bi jih vi plačevali, vse to seveda specificirajte v sami pogodbi. Najboljše pa je, da seveda že, ko se dogovarjate za sam ogled oziroma pridete na nepremičnino, od lastnika zahtevate specifikacijo stroškov za zadnje 3 mesece, 6 mesecev, 12 mesecev, da boste mogoče malo videli, kakšni so stroški na sami nepremičnini. Naslednja zadeva, torej kot točka 3, stroški. Tukaj morate vedno biti pazljivi, da vam lastniki ne dajo še kakšnih bremen oziroma stroškov na vaša ramena. Recimo strošek rezervnega sklada, zavarovanja, nekih investicijskih stroškov, to je strošek lastnika, strošek samega najemnika, pa je seveda stavbno zemljišče, obratovalni stroški, stroški nekega vzdrževanja, to je recimo, da morate popraviti kakšno
oziroma servis peči recimo in podobno, stroški smeti, stroški vode in tako dalje. Zdaj, če bi tu mogoče kdo potreboval kakšno pomoč, da karkoli pogledamo malo bolj podrobno, mi lahko piše, pa mu bom pomagala. Teda, kar se tiče stroškov po točko 3, dajte to vse skupaj v pogodbo točno specificirati, da se točno ve, ko pride do kakšnih izzivov, kdo bo kaj plačeval. Kaj bo plačal lastnik, kaj bo plačal najemnik. Pa gremo na naslednjo točko, to pa je točka 4, oprema. Pri opremi se dostikrat zgodi, da pride recimo potem, ko najemnik samo nepremičnino odda nazaj lastniku, da se pojavijo določeni problemi. Zakaj? Ker ni bila v sami najemni pogodbi točno specificirana oprema. Da piše v najemni pogodbi miza z 4 stoli, vi ste mu oddali mizo z 2 stoloma in zatrjujete, da sta bila samo 2 stola. Teda dajte točno specificirati, ne vem, v kuhinji pomivalni stroj, štedilnik, hladilnik, v spalnici omara z drsnimi vrati, 2 nočni omarci, postelja, ne pozabite jogija, ker če boste si vi sami jogi kupili, ker ga ne bo, bo seveda lastnik recimo na koncu tudi rekel, da je mogoče jogi bil zraven. Teda točno napišite, katera oprema v sami nepremičnini je in bo in kaj lahko tudi zamenjate. Tudi tukaj se dostikrat pojavijo neke težave, izzivi ali na kak način naj to povem, teda specificirajte tudi samo opremo v nepremičnini. Naslednja točka, primopredaja. Primopredaja. Na primopredaji morate biti res pazljivi, popisati vse poškodbe, ki ste jih opazili. Zdaj tudi, če kasneje kaj opazite, recimo čez en mesec, ker recimo za omaro niste pogledali, za nočno omarico ali kaj podobnega, ali pa začne kasneje karkoli popuščati, recimo plinske peči takrat niste prižgali, pa ko ste jo čez en mesec prižgali, ste ugotovili, da ni delala. Ampak dajte te zadeve vse v pisni obliki samemu najemodajalcu, torej kar na mail, danes sem prižgal peč in ugotovil, da to pa to ne deluje. Na primopredajnem zapisniku pa napišite, ne vem, v dnevni sobi, na sredini dnevne sobe je parket poškodovan. V kuhinji je en predal zlomljen. Dajte to poslikati tudi zraven, da boste imeli slike in primopredajni zapisnik. In na primopredajnega zapisnik se seveda podpiše tudi lastnik, da imate res vse dokumentirano in da se ne boste kasneje ukvarjali z nepotrebnimi dokazevanji, kaj je bilo, kaj ni bilo in tako naprej. Imamo še pa 6. točko in sicer prijava. Prijaviti je seveda potrebno prebivališče ali stalno prebivališče prijavimo ali pa prijavimo začasno prebivališče. Zdaj v primeru, da ne potrebujete stalnega prebivališča, je potrebno začasno prebivališče prijaviti v roku 3 dni od podpisa same najemne pogodbe. To pa storite seveda na upravni enoti. Če pa imate digitalno potrdilo, pa lahko kar preko e-uprave. Tako da seveda prijaviti se še na koncu tudi potrebno. To je kar se tiče korakov pri samem najemu nepremičnine. Jaz sem tu zdaj res poskušala na kratko strniti, da ne zdaj vseh zakonov navajam. Če so kakšni dodatni izzivi, če kdo potrebuje kakšno dodatno pomoč, lahko skupaj uredimo. Lahko mi pišete na Mojca, Afna. Malo tehnične težave, ampak nič za to, glede na to, da smo tako ali tako čisto na koncu. Torej, če so kakšni izzivi nepremičninski, kar se tiče najema, mi pišite na mojca@galea.si. Jaz pa vam priporočam, da pač najamete vedno nepremičninskega strokovnjaka, ki vam bo lahko pri teh zadevah
tudi nekako pomagal. Mogoče bi še tu eno zadevo dodala in vas opozorila na to. Pravna varnost, ja, pravna varnost, ampak dajte imeti pogodbo v notarskem zapisu z neposredno izvršljivostjo, ne glede na to, ali ste najemnik ali najemodajalec, se dajte ustrezno zaščititi, če ne pa z res dobro najemno pogodbo. To je to, kar se tiče te nepremičninske kavice to sredo. Vidim, da vas je vseeno nekaj nabralo, ne glede na to, ali so počitnice ali niso. To z naslednjo sredo pa jaz pripravljam eno posebno temo, zato nas spremljajte. Vsi tisti seveda, ki boste pa komentirali zdaj, pa tudi lahko delite ta video, sigurno se nekdo od vaših prijateljev sooča z najemom, ali išče najemnika, ali pa išče najemnino, lahko ta video delite in seveda med svoje prijatelje. Jaz pa bom naslednjo sredo spet žrebala za našo Galea maskico, torej lahko komentirate, lahko delite, lahko tudi v story screenshotate to nepremičninsko kavico in označite mene ali pa Galea nepremičnine, kakorkoli. Jaz vam želim, kaj naj rečem, ne samo, da boste imeli res lepe naslednje dni, zdaj so prazniki pred vrati in vse to, dajte uživati, dajte se sprostiti, imejte se radi in hvala za vašo pozornost. Čau!